V letošnjem letu obeležujemo kar nekaj obletnic povezanih z življenjem in delom Fortunata Berganta. Skoraj 100 let mineva, odkar so njegova dela prvič razstavili na zgodovinski razstavi slovenskega slikarstva ter njegovo delo umestili v okvir slovenske umetnosti. Zadnjo razstavo, posvečeno umetnikovem življenju, pa je pred 70 leti pripravila Anica Cevc prav v Narodni galeriji. Takrat je slikarja tudi prvič natančno slogovno opredelila. In ne nazadnje, letos mineva 300 let od umetnikovega rojstva. Fortunat Bergant je torej poleg Valentina Metzingerja, Franca Jelovška in Antona Cebeja eden glavnih predstavnikov slovenskega baročnega slikarstva in tudi osebnost, ki je v veliki meri zaznamovala umetnostno podobo naše dežele v drugi polovici 18. stoletja. V primerjavi z drugimi našimi baročnimi slikarji je Bergant razvil najbolj samo svoj slog, ki so ga poznejše generacije umetnikov, kot je na primer Richard Jakopič, opredelile kot najbolj slovenskega. Njegova dela zaznamujejo značilna obrazna tipika ter ostro lomljene, tako imenovane papirnate gube na oblačilih. Njegove podobe svetnikov niso idealizirane. Na njihovih obrazih razbiramo neolepšana čustva, žalost in trpljenja, pa tudi verske predanosti in ljubezni do sočloveka. Z reprezentativnimi portreti, ki jih odlikujejo tehnično brezhibno naslikana oblačila, pa se je znal približati izbranemu okusu tedanjega plemstva. Portrete so pri njem naročali tudi pripadniki posvetnega plemstva, kot tudi cerkveni odličniki. Prav v portretih je čutiti največ rimskega vpliva. Čas, ki ga je slikar preživel v Rimu med 1756 in 1760, namreč predstavlja pomembno obdobje v Bergantovem življenju. Tam se je spoznal z deli starejših mojstrov, pa tudi sočasno portretistiko. Obiskoval pa je tudi šolo Acta, Scolo del Nudo, kjer je kar dvakrat, leta 1756 in 1758, osvojil prvo nagrado za risbi moških aktov. Zadnjih 9 let življenja je Bergant preživel na Kranjskem in iz tega časa je tudi večina danes ohranjenih del. V njegovem življenju ostaja še nekaj vrzeli. Le malo vemo o njegovih prvih umetnostnih vzpodbudah in skorajda neohranjenih mladostnih delih. Enako enigmatična pa sta ostala tudi oba žanrska lika, Ptičar in Prestar. Vendar pa nas nova ali ponovna odkritja navdajajo z upanjem, da tudi po 300 letih o najbolj našem slikarju še nismo rekli zadnje besede.